Torej, vsem en lep prisrčen pozdrav na današnjem srečanju. V okviru tega našega kvantnog inštituta bomo danes predstavili eno zelo zanimivo tematiko, in sicer tematiko, ki se veže na znanstveno disciplino imenovana noetika. Verjetno ste večinoma prebrali knjigo Dana Browna Izgubljen simbol, ki je obravnavala v srži tole konkretno tematiko. Drugače pa je seveda ta tematika vselej prisotna v življenju ljudi. Spomnite se recimo nenadnega poboljšanja zdravstvenega stanja pri terminalnem raku, ko seveda človek bil že na koncu svoje poti in je nenadoma odzdravel. Potem recimo spomnite se problemov oziroma zadev z enojajčnimi dvojčki. Rodila sta se dva brata. En brat je živel v Ameriki, drugi brat je živel v Kanadi, in seveda ta drugi brat je preživel eno nesrečo in seveda si zlomil nogo. Temu prvemu bratu je začela seveda točno ta noga, katero si je zlomil ta drugi brat, potekati. Kar pomeni, da sta nekako bila med seboj vsaj duhovno, zavestno povezana. Ravno te povezave v bistvu obravnava ta znanstvena disciplina, moram reči in poudariti, da je noetika znanstvena disciplina. Imamo tudi kar nekaj znanstvenih inštitutov, ki se ukvarjajo z noetiko. Del noetike je tudi tako imenovana parapsihologija. To ste tudi verjetno že kdaj slišali. Torej, danes bomo šli v samo predstavitev te znanstvene discipline noetike. Sicer bomo samo površno šli preko same vsebine, kajti bolj poglobljeno razpravo oziroma bolj poglobljeno predstavo te zelo zanimive znanstvene discipline bi bilo potrebno seveda razvleči na več ur, kar pa seveda tukaj v tem primeru ni smisel. Torej, pa probajmo začeti z tem našim srečanjem. Torej, danes bomo govorili o noetiki. To je področje, ki raziskuje zavest, način spoznavanja in vprašanje, kako človek doživlja samo resničnost. Beseda sama noetika izhaja iz grškega izraza nous, ki pomeni razum ali notranje spoznanje. Torej, noetika ni samo zbirka nenavadnih trditev, ampak predvsem način postavljanja nekih temeljnih vprašanj. Kaj pomeni biti zavesten, kako nastajajo naše misli, ali svet zgolj pasivno zaznavamo, ali pri oblikovanju izkušnje sodelujemo tudi sami. Zdaj, sam naslov, kako prepoznati noetiko, lahko razumemo kot neke vrste povabilo k raziskovanju. Noetične teme same prepoznamo tam, kjer se srečujejo filozofija, zavest, psihologija, nevroznanost, vprašanje smisla in pa seveda človekova notranja izkušnja. Pri tem je seveda pomembno, da ne mešamo ravni osebnega doživetja, filozofskih razlag in pa seveda znanstveno preverjenih dejstev. Osebna izkušnja seveda je lahko zelo resnična za samega posameznika, vendar sama po sebi še ni neke vrste univerzalen dokaz. Filozofija lahko pomaga razjasniti določene pojme, znanost pa seveda podaja neke preverljive, merljive trditve. Torej, v sami predstavitvi tega današnjega webinarja bomo seveda zato ohranili neke vrste odprtost in seveda tudi kritičnost do same znanstvene discipline. Noetika je najzanimivejša prav takrat, ko nas ne sili v neko hitro verovanje, temveč nas uči bolje opazovati to naše lastno mnenje. Torej, začnimo z vprašanjem, ki zamaje našo vsakdanjo predstavo o svetu, ali je realnost nekaj povsem fiksnega in kaj, če realnost seveda ni fiksna.
Torej, v vsakdanjem življenju navadno predpostavljamo, da je realnost neke vrste stabilna, enaka za vse in popolnoma neodvisna od nas. Miza ostane miza, tudi če nihče ne gleda na samo mizo. Toda na ravni neke človekove izkušnje stvar ni tako preprosta. Dva človeka lahko nek isti dogodek doživljata povsem drugače. Eden kot neko grožnjo, drugi kot neke vrste priložnost. Zdaj, zunanji dogodek je enak, njegov pomen pa nastaja skozi pozornost samega človeka, neke pretekle izkušnje, neka čustva, pričakovanja in pa seveda neko razlago. Zdaj, ko vprašamo, ali zavest soustvarja realnost, moramo pojasniti, o kateri realnosti sploh govorimo. Zdaj, ni nujno, da misel neposredno spreminja nek materialni svet. Dobro podprta in skromnejša trditev nam pove, da zavest močno oblikuje našo doživeto realnost. Pomeni, zavestno nekaj razmišljamo, oblikujemo to našo realnost. Zdaj, sama zavest usmerja, kaj opazimo, čemu pripišemo sam pomen, kako se odločimo in kako se sami vede. Naše vedenje na to vpliva na odnose, rezultate in okolje, zato lahko seveda notranja razlaga posredno spreminja tudi prihodnji potek samih dogodkov. Recimo, primer je razgovor za delo. Če ga razumemo kot nevarno presojo, bomo morda seveda napeti, manj jasni in manj prepričljivi. Če ga pa razumemo kot odgovor o sodelovanju, se lahko vedno bolj odpremo. Prepričanje ni seveda neka magik, neka čarovnija, vendar vpliva na dejanja, dejanja pa so seveda posledice. No, etično vprašanje je koristno, če ga postavimo zelo natančno. Kje se konča to naše zaznavanje in kje se začne svet neodvisno od nas. Torej, prav to vprašanje, kaj če realnost ni fiksna, nam lahko privede do opredelitve same noetike. Noetiko lahko opredelimo kot smo že prej povedali, raziskovanje zavesti, uma, spoznanja, odnosa med notranjo izkušnjo ter resničnostjo. Zdaj, v klasični filozofiji se izraz nous nanaša na razum oziroma sposobnost nekega neposrednega intelektualnega uvida. V sodobni rabi pa se noetika pogosto razširi na neke vrste interdisciplinarno področje, kjer se srečujejo seveda filozofija uma, epistemologija, psihologija, nevroznanost, kontemplativna tradicija in pa raziskave subjektivnega razmišljanja oziroma subjektivnih izkušenj. Pomembno je seveda poudariti, da noetika nima nekega povsod enakega pomena in ni enotna znanstvena disciplina z eno samo metodo. Nekateri jo razumejo strogo filozofsko kot premislek o naravi, mišljenju in spoznanju, drugi pa jo povezujejo z nekim raziskovanjem meditacije, intuicije, namere in pa spremenjenih stanj zavesti. Tretji vanjo vključujejo tudi zelo široke metafizične trditve. Zato moramo seveda vsaki noetični ideji se vprašati, ali gre za neko filozofsko možnost, osebno izkušnjo, psihološki učinek ali empirično preverjeno trditev. Vrednost same noetike je predvsem v povezovanju vprašanj, ki jih te posamezne discipline znotraj same noetike pogosto obravnavajo ločeno. Ne sprašuje se samo, kako možgani obdelujejo same informacije, ampak tudi, kaj pomeni nekaj doživeti, nekaj razumeti, nekaj osmisliti. S tem ne nadomešča seveda znanost, ampak odpira neki širši prostor za razpravo. Torej, osrednji pojem tega našega prostora je zavest, nekaj, kar vsi neposredno poznamo, a seveda še vedno težko obrazložimo. Zdaj, kaj je zavest? Zavest je jasno ena največjih ugank sodobnega mišljenja. Vsi seveda vemo, da smo neke vrste zavestni, ker imamo neke občutke, misli, spomine, notranji govor in doživljanje samega sebe. Težje pa je seveda pojasniti, kako subjektivna izkušnja sama nastane. Nevroznanost zelo uspešno odkriva povezave med neko možgansko dejavnostjo in pa zavestnimi stanji. Poškodbe nekih določenih delov možganov lahko spremenijo spomin, lahko spremenijo osebnost, zaznavanje ali budnost. To je močan dokaz, da je zavest tesno odvisna od samih možganov.
Toda ta tesna telesna odvisnost še ne odgovori na vsa filozofska vprašanja. Materializem oziroma fizikalizem razlage zavesti kot rezultat delovanja fizičnega sistema tukaj v neki smeri tudi odpove. Dualizem meni, da duševnega ni mogoče v celoti skrčiti na samo fizično, ampak moramo seveda obravnavati tudi duševno komponento. Druge smeri, kot sta recimo panpsihizem ali idealizem, zavesti pripisujejo neko temeljnejšo mesto v sami naravi. Nobena od teh filozofskih pozicij ni preprosto dokazana z nekim enim samim poskusom, ampak se razlikujejo predvsem v razlagi istega problema oziroma istega pomena, ki ga obravnava. Seveda, sam diapozitiv tukaj vidite sprašuje, ali je zavest temelj vsega, ne podaja pa nekega znanstvenega zaključka, ampak odpira metafizično možnost. Konkretno je možno povedati, da sodobna znanost razlikuje neke mehanizme in korelate zavesti, medtem ko vprašanje končnega statusa te zavesti pa ostaja seveda jasno odprto. Prav ta meja med tem, kaj merimo in med tem, kaj razlagamo, je seveda ta osrednji prostor same noetike, v katerem se ta znanstvena disciplina tudi razvija. Zdaj, naslednje vprašanje je, kakšno vlogo imamo mi, posamezniki, kot opazovalci tega pojava, teh zadev, ki se obračajo okoli same noetike. Torej, kaj je zdaj opazovalec in kakšno vlogo ima tukaj opazovalec? Izraz opazovalec se pogosto pojavlja v razpravah o kvantni fiziki, vendar je potrebna seveda tudi pri kvantni fiziki kot pri noetiki neka določena natančnost. Zdaj, v fizikalnem eksperimentu opazovanje praviloma pomeni neko merilno interakcijo med sistemom in pa samo napravo ali okoljem. Ni nujno, da je rezultat tega človek, ki je pri zavesti oziroma ki je zavesten človek. Zato se iz same kvantne teorije ne moremo seveda preprosto sklepati, da človekova zavest z mislijo ustvarja neko poljubno materialno realnost. To je neka filozofska interpretacija, nesplošno sprejeto eksperimentalno dejstvo. Zdaj v psihologiji pa ima opazovalec jasno vlogo, kar je v bistvu neke vrste individu. Način opazovanja vpliva seveda na to, kaj zaznamo in kako dogodek razumemo. Recimo v kvantni fiziki, v kvantni teoriji, v bistvu elektron ima neko maso in energijo. Zdaj E je mc kvadrat, pomeni, da je c kvadrat svetlobna hitrost enormno velika, kar pomeni, da je masa tukaj bistveno manjša. To pomeni, ni potrebno imeti neke ogromne mase. Kar pomeni, da elektron, kje se nahaja v samem sistemu, temu se rečejo seveda orbitale, je seveda pomembno od opazovalca, ki ga opazuje. In opazovalec v bistvu v kvantni fiziki, v kvantni teoriji določi mesto elektrona, ne pa kje se dejansko elektron nahaja. Torej, iz kvantne teorije ne moremo jasno preprosto sklepati, da človekova zavest z neko mislijo ustvarja poljubno materialno realnost. To je neka filozofska interpretacija, nesplošno sprejeto eksperimentalno jasno dejstvo. Zdaj, kot smo že prej rekli, v psihologiji ima opazovalec neko jasno vlogo, pričakovanja lahko usmerjajo zaznavanje, jezik pa jasno tudi vpliva na kategorizacijo izkušenj. Tudi neko samo opazovanje lahko spremeni vedenje, kar pomeni, da ko človek začne spreminjati svoje navade, prehrano ali odzive, lahko že merjenje poveča zavedanje oziroma možnost samih sprememb. Koristno je torej ločiti ta dva pojma, ta dva pomena. Kvantni opazovalec je del problema merjenja v fiziki, človeški opazovalec pa je seveda subjekt, ki selektivno zaznava, razlaga in se odziva na takšne elemente. Etika lahko med področjem postavlja sama vprašanja, vendar ne sme zamenjati metafor za dokaze, kar pomeni, da seveda najbolj praktičen sklep je v tem primeru, da pozornost ne določa nujno vseh zunanjih dogodkov, gotovo pa ta pozornost močno vpliva na to, katera različica te izkušnje postane za nas pomembna. To se seveda jasno pokaže v povezavi uma in pa telesa. Zdaj, in telo nista dva povsem ločena sveta.
Misli, čustva, živčni sistem, hormoni, imunski odziv in vedenje so med seboj povezani. Ko človek doživi neko nevarnost, se lahko pospeši jasno srčni utrip, napnejo se mišice in spremeni se dihanje. Ko umiri dihanje, sprosti telo, lahko telesni signali povratno zmanjšajo občutek same ogroženosti. Gre za dvosmerno komunikacijo, ki jo lahko opazimo seveda vsak dan. Zdaj, dolgotrajni stres je dober primer. Sam po sebi seveda ni samo misel, ampak celotni biološki odziv oziroma proces. Če traja ta dolgotrajni stres predolgo, lahko vpliva jasno na spanje, na koncentracijo, na razpoloženje in nekatere vidike samega telesnega zdravja. Nasprotno lahko neko gibanje, reden spanec, socialna opora in pa tehnike sproščanja ugodno vplivajo na duševno počutje. To zdaj ne pomeni, da lahko seveda z mislimi ozdravimo vsako bolezen, pomeni pa, da psihološki in pa telesni procesi sodelujejo in da je pri zdravju smiselno upoštevati oba vidika. To je tisto, se spomnite, kaj smo na začetku govorili o terminalni fazi raka in seveda povezavi uma in pa telesa, ko se je rak popolnoma izničil oziroma odstranil iz samega telesa. Torej, nekaj se je dogajalo tudi na biološki in pa na zavestni, umski, duhovni ravni v samem subjektu, da je prišlo do takšnega izboljšanja samega zdravstvenega stanja. Zdaj, noetični pristop lahko tukaj prispeva predvsem z razvijanjem samega zavedanja, kako določena misel vpliva na telo, kako telesna drža vpliva na neko razpoloženje. Če smo zdaj čisto zategnjeni, smo jasno, nismo razpoloženi, če pa seveda se sproščamo, če prosto sedimo, prosto tudi mahamo z rokami, pomeni, da smo sproščeni ali pa da smo pol sproščeni, da nismo v bistvu tako imenovano zategnjeni v samem sistemu. In kako seveda prepoznati ta avtomatski odziv, preden postane to vedenje. To pomeni, da smo ne samo v tem trenutku nekako zadržani, zategnjeni, ampak da v bistvu celotno življenje usmerjamo v to zadržanost oziroma tako imenovano v narekovajih zategnjenost. Pomembna je odgovornost brez same krivde. Jasno, bolezen ni dokaz tega napačnega mišljenja, strokovno zdravljenje pa ostaja seveda temelj, kadar je potrebno, kar pomeni, da ne moremo bolezen premagati samo z nekim razmišljanjem, spreminjanjem misli, ampak moramo tudi upoštevati to biokemično zdravljenje zraven samega poteka bolezni. Torej, eden najbolj raziskanih primerov vplivanja pričakovanj na telo je tako imenovani, kaj mislite, kaj? To je ta naš placebo efekt. Torej, placebo učinek pokaže, da neko pričakovanje, ta nek kontekst zdravljenja in odnos med bolnikom in zdravstvenim osebjem lahko vplivajo na doživljanje simptomov. Zopet se moramo ustaviti. Večkrat se zgodi, da pridete k doktorju, pa reče, vaš brat je neozdravljivo bolan, ima še 3 mesece življenja. Po neki logiki, pa po nekih pravilih, pa pravilnikih, doktor mora to seveda sporočiti. Ampak kako to lahko vpliva na potek bratove bolezni? Brat, ko je seznanjen z tem, najverjetneje bo seznanjen, nima več kaj za pričakovati. Torej, placebo učinek pokaže, pričakovanje, kontekst zdravljenja, odnos med bolnikom in zdravstvenim osebjem lahko vplivajo na doživljanje simptomov in pa vplivajo tudi na regeneracijo, kar pomeni, da v tem primeru jasno je vprašanje, kako bo ta bolnik sprejel to dejstvo. Lahko se bo zaprl in bo potem res čez 2-3 mesece umrl. Kako se pa zgodi, da začne drugače razmišljati? Kar pomeni, da v tem primeru jasno takšen bolnik napreduje v zdravljenju. Torej, od njega je odvisno, katero pozicijo, kateri stav bo seveda sprejel. Zdaj, če človek pričakuje neko izboljšanje, se lahko spremenijo jasno bolečina, tesnoba, slabost in drugi subjektivni simptomi. Pri nekaterih učinkih so vključeni tudi merljivi sami živčni in pa biokemični procesi. Placebo zato ni preprosto neka domišljija in ne pomeni, da si bolnik težavo samo izmišlja.
Placebo ima pa seveda jasne omejitve. Moramo reči, da pričakovanje samo po sebi odpravi samo okužbo, ne more zaceliti zloma, ne more ozdraviti katerekoli bolezni. Učinki se razlikujejo glede na stanje in oziroma izid, ki ga meri. Prav tako moramo ločiti placebo učinek od nekega naravnega poteka same bolezni, statističnega vračanja k povprečju in pa seveda drugih dejavnikov. Zato se nova zdravljenja preverjajo seveda v dobro zasnovanih, nadzorovanih raziskavah. No, etično zanimiv je mehanizem pomena beseda ritual zdravljenja in pa pričakovanje, ki lahko telesu sporoči varnost ali nevarnost. Nasprotje placeba je tako imenovan nocebo, pri katerem seveda negativno pričakovanje ukrepi neke neprijetne simptome. Praktični nauk ni, da naj opustimo medicino, temveč da način komunikacije in pa pacientovo zaupanje pomembno lahko dopolnjujeta učinkovito zdravje. Zdaj, pričakovanje deluje seveda skozi neke zavestne in nezavestne oziroma nezavedne procese. Podobno zanimiva je tako imenovana intuicija. Z intuicijo ste se verjetno srečali večkrat, vendar pa niste takoj pomislili na to intuicijo, niste takoj definirali samo besedo intuicije. Intuicija je v bistvu občutek, da nekaj vemo, če preden znamo razložiti, kako smo do nekih ugotovitev prišli. Pogosto ni nasprotje samega razuma, ampak je rezultat nekega hitrega in večinoma nezavednega prepoznavanja nekih vzorcev. Zdaj, izkušen zdravnik, šahist ali pa gasilec, to sem samo primeroma povedal, lahko v kompleksni situaciji zazna pomemben znak, ne da bi ga takoj znal opisati in opisati tudi vse vmesne korake, zakaj je prišel do tega znaka. Dolgoletne izkušnje so ustvarile seveda bogato notranjo zbirko teh vzorcev, ki pomaga seveda pri doseganju te naše intuicije. Toda intuicija jasno ni nezmotljiva. Lahko jo oblikujejo neki predsodki, strah, želje, stereotipi in pa seveda pretekle travme. Zdaj, občutek gotovosti ni isto kot neka pravilnost. Intuicija je običajno zanesljivejša v nekem okolju, kjer obstajajo ponavljajoči se vzorci, imamo dovolj prakse in pa seveda hitra povratna informacija. V nekih nepredvidljivih okoliščinah ali pri zelo redkih dogodkih lahko seveda samozavesten občutek vodi v neko napačno odločitev. Zdaj, koristen pristop je dialog med intuicijo in pa analizo. Najprej opazimo nek notranji signal. Kaj mi občutek sporoča? Nato ga preverimo, kateri znakih temelji, kako bi lahko spregledali, kateri podatki ga podpirajo in kaj govori proti takšnemu znaku. Tako intuicije seveda ne zatremo, vendar ji tudi ne predamo te popolne oblasti, da se bi samo po intuiciji obračali v samem življenju. Zdaj, noetika raziskuje kot obliko spoznanja to intuicijo, kritično mišljenje pa pomaga seveda ločiti izkušeno vid od samega impulza. Zdaj, ko v intuiciji dodamo zavestno smer, pridemo do namere. To ste tudi dostikrat sprejeli, dostikrat porabljate v besednem zakladu, kaj je namera, vendar ali poznamo namero? Vprašanje. Namera je zavestno izbrano delovanje oziroma smer delovanja. Ni isto kot želja. Želja pove, kaj bi radi, namera pa pove, čemu bomo namenili pozornost, čas in vedenje. Ko oblikujemo neko jasno namero, se spremeni jasno način, kako prepoznati priložnost, razporejati energijo in presojati svoje odločitve. V tem smislu pozornost res usmerja izkušnjo. To lahko ponazorimo z nekim preprostim primerom. Če si človek postavi namero, da bo v pogovorih bolje poslušal, začne opažati trenutke, ko sogovornika prekinja, pripravlja odgovor namesto poslušanja ali pa prehitro sklepa. Zunanja realnost se ni seveda čudežno spremenila, spremenil se je pa izbor informacij in pa vedenja. S ponavljanjem lahko nastane nova navada, ta pa spremeni kakovost samih odnosov. Namera je neučinkovitejša, če je konkretna in povezana z nekim konkretnim dejanjem. Namesto želim biti mirnejši, rečemo, pred zahtevanim pogovorom si bom seveda naredil 3 počasne vdihe in naprej povzel, kaj sem slišal.
potem pozameš, kaj ste razmišljali, kaj ste se do zdaj seveda slišali v tej naši rubriki oziroma v tem našem predavanju Noetika. Pomembno je seveda tudi sprejeti, da namera ne zagotavlja samega izida. Ali boste vi dobre volje, ko boste šli iz tega predavanja ali slabe, odvisno od tega, kaj je vaš položaj, kaj želite vedeti, zakaj vas je ta zadeva pritegnila. To je več elementov, ki seveda skupaj se lahko združijo v celoto in vplivajo tudi na samo celoto. Na druge ljudi, seveda na ključe in pa okoliščine, nimajo jasno popolnega vpliva. Imajo pa seveda večji vpliv na pripravo, odzivnost in pa vztrajnost. Zdaj, eden od načinov, kako namero mentalno vadimo, je, kaj mislite, kaj? Tudi to ste že večkrat delali, vizualizacija. Vizualizacija oziroma mentalna predstava je vaja, pri kateri si človek čim bolj jasno predstavlja izvedbo nekega dejanja ali potek situacije. Torej, preden sem jaz začel z tem našim predavanjem, sem si v glavi malo razparceliral, kako bodo ta predavanja v bistvu potekala. Vizualiziral sem si ta predavanja, živel sem se v ta predavanja. Torej, športniki uporabljajo to vizualizacijo kot dopolnilo telesnemu treningu. V mislih prehodijo gib, tekmo ali odziv na oviro. Zdaj, mentalna vaja lahko aktivira nekatere podobne nevronske procese kot dejanska izvedba ter izboljša samo pripravo, samozaupanje in pa osredotočenost na sam sistem. Največ koristi seveda navadno ne prinese fantaziranje o nekem določenem uspehu. Torej, ne morete samo fantazirati, kako boste glavni prvi na nekem tekmovanju, ampak morate seveda zavestno miselno iti v ta potek od začetka do cilja. Učinkovitejša je procesna vizualizacija. Predstavljamo si neke konkretne korake, težave in primeren odziv nanje. Recimo študent si na primer ne predstavlja samo dobre ocene, ampak kako odpre gradivo, razdeli snov, reši neko nalogo in nadaljuje do neke utrujenosti v večernih urah. Tako vizualizacija postane mentalna vaja, ne pa nadomestilo za delo. Pomembna je realističnost. Vizualizacija ne more zagotoviti samega rezultata in ne spreminja fizikalne realnosti samo zato, ker si nekdo nekaj močno želi. Lahko pa vpliva seveda na pripravljenost, neko čustveno regulacijo in verjetnost, da bomo izvedli načrtovano vedenje oziroma vedenje. Dobro jo je povezati seveda z dejanskim treningom, povratnimi informacijami in pa prilagajanjem samih ciljev. Zdaj, učinki takšnih metod so merljivi in te učinke lahko potem raziskuje znanost, toda zavest kot celota ostaja seveda velik izziv. Zdaj pa, kaj je pravzaprav znanost glede na samo zavest? Znanost lahko zavest raziskuje posredno, meri neko vedenje, potem možgansko dejavnost meri, poročila udeležencev in spremembe pri poškodbah oziroma boleznih. Zdaj, sodobne metode omogočajo zelo natančno sprejemanje, kateri možganski sistemi sodelujejo pri budnosti, pozornosti, zaznavanju sebe in pa dostopu do informacij v samih zavesti. Razvile so se različne teorije, medtem teorija globalnega delovnega prostora, teorija integrirane informacije in pristopi, ki poudarjajo napovedano obdelavo. Kljub samemu napredku, še nimamo splošno prejete teorije, ki bi odgovorila na vsa vprašanja. Raziskovalci se ne strinjajo niti o tem, kateri poskus bi dokončno razlikoval med nekaterimi konkurenčnimi teorijami. Še težje je pojasniti, zakaj določena možganska obdelava ni samo nek informacijski proces, ampak jo spremlja neko subjektivno doživljanje, občutek barve, občutek bolečine, glasbe ali seveda lastnega jaza. Zdaj, ko rečemo, da znanost nima teh vseh odgovorov, to ni slabost same znanosti. Znanost napreduje prav zato, ker jasno pove, kaj vemo in kako to, ko vemo, kako uporabimo in kje so seveda negotovosti. Noetika lahko seveda prispeva vprašanja, pojmovno analizo in opis samih izkušenj, vendar morajo preverljive trditve prestati neke metodološke preizkuse.
Plodno sodelovanje med znanostjo in etiko nastane takrat, ko seveda odprtost do novih zamisli spremljajo natančne definicije, ponovljivost in pripravljenost popraviti stališče. Zdaj, ravno iz tega, da seveda imamo neke primerljive metode, nastane lahko tudi tako imenovani dvom. Dvom je pa seveda bistven del raziskovanja. Na osnovi dvoma moramo seveda sprožiti tudi znanstvene metode, da nekaj dokažemo ali pa da nekaj seveda jasno ovržemo. Zdaj, sam dvom ni nasprotje samega znanja, temveč orodje za njegovo izboljšanje. Zdaj, kritično mišljenje ne pomeni, da avtomatično zavrnemo vse te nenavadne trditve. Vendar predvsem pa pomeni, da vprašamo, kaj natančno trditev sama pomeni. Kakšni dokazi jo podpirajo, ali obstajajo druge razlage, ali je rezultat ponovljiv, kaj bi nas prepričalo, da se motim. Meja seveda med znanostjo in prepričanjem ni vedno v tem, ampak v načinu obravnave. Recimo o meditaciji, o intuiciji ali zavesti lahko razpravljamo znanstveno, če uporabljamo jasne definicije in merljive izide. Ista tema lahko stane nepreverljiva, če je trditev oblikovana tako, da je noben možen rezultat ne more ovreči. Osebna izkušnja ima lahko velik življenjski pomen, vendar moramo biti previdni pri posploševanju iz enega človeka na vse ljudi. Posebej pozorni moramo biti na potrditveno pristranskost. Seveda lažje opazimo dogodke, ki se ujemajo z našim prepričanjem in spregledamo tiste, ki mu nasprotujejo. Zdaj pomaga zapisovanje napovedi vnaprej, primerjanje z osnovno verjetnostjo, iskanje nekih nasprotnih dokazov in pogovor z ljudmi, ki mislijo drugače. To so vse metode. Ampak dvom je združljiv z radovednostjo. Njegov namen ni uničiti samega čudenja, ampak preprečiti, da bi željo zamenjali za dokaz. Torej, ko ohranimo to ravnotežje, lahko noetične ideje uporabljamo praktično in pa odgovorno. Kakšna je uporaba te naše noetike? Noetične ideje se v praksi pojavljajo na več področjih. Recimo v osebni rasti pomagajo človeku opazovati lastne vrednote, prepričanja in pa seveda avtomatske odzive. V psihoterapiji se sorodna vprašanja postavljajo pri delu z pozornostjo, pomenom, telesnim doživljanjem in pa spremembo vedenjskih vzorcev. Pri odločanju lahko uporabimo kombinacijo refleksije, intuicije, podatkov in preverjanja pristranskosti. Zdaj, v izobraževanju je pomembna metakognicija. To so seveda neki izrazi, ki so bližji tako imenovani psihoanalizi oziroma psihologiji, vendar jih je pa možno pojasniti. Metakognicija je sposobnost razmišljanja o tem, kako se učimo in kje se morda motimo. Zdaj, koristna praktična vaja je razdelitev izkušnje na neke 4 korake. Prvi korak, kako oziroma kaj se je dejansko zgodilo. Drugič, kaj sem ob tem pomislil. Tretjič, kaj sem začutil v telesu in čustvih. Kako me je ta zadeva prizadela. Četrtič, kako sem se odzval in kakšne posledice je imel odziv. Ali sem bil jezen, ali sem bil žalosten, ali sem bil nekako ne žalosten, ne jezen, nekje na sredini. Takšna analiza pokaže, da dogodek in njegova razlaga nista povsem ista stvar. Med njima se odpre prostor za neko izbiro, zavestno izbiro. Pri uporabi je tudi noetike pomembna tudi tako imenovana etika. Del te noetike izhaja tudi iz besede etika. Etika je v bistvu tehnika za delo z umom. Te tehnike seveda ne smemo predstavljati kot zagotovljeno zdravljenje ali kot razlog, da je posameznik sam kriv za svoje težave. Prav tako ne smejo nadomestiti seveda strokovne, medicinske in psihološke pomoči. Najboljša uporaba noetike je dopolnilna. Razvija neko samorefleksijo, razvija smisel, odgovornost in pa kakovost same pozornosti. Po vseh teh primerih lahko vprašanje seveda usmerimo jasno neposredno k sebi. Koliko moči ima naš um?
Torej, vprašanje, koliko moči ima tvoj v tvojem življenju. Na to vprašanje ni pošteno odgovoriti niti z vso močjo ali pa nobene moči. Naš ne nadzoruje vremena zunaj, drugih ljudi, bolezni, naključij in vseh družbenih okoliščin. To pomeni nekih dejavnikov, objektivnih dejavnikov, ki so okoli nas. Ideja popolnega mentalnega nadzora je lahko seveda jasno zelo škodljiva, ker človeku pripiše neko krivdo za dogodke, ki jih ni mogel sam preprečiti. Hkrati pa bi bilo napačno reči, da je v tem primeru nepomemben. Vpliva na razlago dogodkov, usmerjanje neke pozornosti, načrtovanje, učenje, čustveno regulacijo in izbiro samega vedenja. Ti procesi lahko skozi čas močno spremenijo naše navade, odnose in pa dosežke. Največja moč samega mogoče ni v tem, da poljubno ustvari nek zunanji svet, ampak v tem, da razvije drugačen odnos do sveta in izbere nek naslednji izvedljiv sam korak. Občinstvu seveda lahko tu postavimo 3 vprašanja. Pa dajmo postaviti. Prvo, čemu trenutno namenjamo največ pozornosti, ali mi ta pozornost koristi? Vprašajte se sami. Drugo vprašanje, katero svoje prepričanje obravnavam kot dejstvo, čeprav ga nisem še preveril. Imam neko dejstvo v glavi, imam nekaj, kar seveda se držim trdo kot pijanec plota, vendar nisem ga še preveril. Tretje, katero majhno dejanje je danes zares v moji moči? Torej, kaj lahko storim, da izboljšam naše stanje? Odgovori seveda niso nujno spektakularni, vendar se spremembe pogosto začnejo prav z nekimi majhnimi spremembami, majhnimi ponavljajočimi se odločitvami. Torej, lahko sedaj to naše predavanje zaključimo z mislijo, da noetika ni zbirka nekih dokončnih odgovorov, ampak disciplina samega raziskovanja. Torej, noetika nas vrača k vprašanjem, ki so hkrati stara in pa sodobna. Kaj je zavest, kako nastaja znanje, kako se povezujeta in telo, koliko našega sveta je dano in koliko ga oblikuje pozornost, razlaga ter samo delovanje. Zdaj, predstavitev ni ponudila nekega dokončnega odgovora, ker na številnih področjih še nimamo. Torej, neke vrste, ne bom rekel metaznanost, ampak je to znanost, priznana znanost, noetika, ampak se povezuje z metaznanostmi. Pokazala pa je seveda pomembno razlikovanje. Nekateri učinki so dobro raziskani, recimo na primer povezava med stresom in telesom, omejitve pozornosti, placebo ter koristne mentalne vaje v nekih določenih okoliščinah. Druga vprašanja pa ostajajo filozofsko odprta, recimo ali je zavest bolj produkt samih možganov ali temeljna lastnost resničnosti. Tretje trditve so lahko osebno smiselne, vendar nimajo dovolj empirične podpore. Intelektualna poštenost pomeni, da teh ravni, ki smo jih prej našteli, ne pomeša. Sklep je seveda drža samega raziskovalca. Biti odprt, vendar ne lahkoveren. Kritičen, ne ciničen. Pozoren na izkušnjo, vendar pripravljen preverjati razlago. Noetika je lahko seveda dragocena, če nas spodbuja k jasnejšemu mišljenju, globji refleksiji in pa samem odgovornem delovanju. Ne gre samo za vprašanje, kakšna je realnost, temveč tudi kakšen opazovalec oziroma soustvarjalec odnosov mi sami želimo spoznati. Torej, s tem sem jaz zaključil tole, bomo rekli, predavanje o tej zanimivi veji znanstvenega raziskovanja in znanosti, to je seveda noetika. Upam, da sem dal neke bazične odgovore ali pa vam seveda predstavil to zadevo tako, da ste začeli malo razmišljati tudi v tej konkretni smeri, to pomeni v smeri, kaj je noetika, kakšne pozitivne lastnosti vam lahko prinaša tudi same noetike. Še enkrat, seveda, zakaj vas mučim za tem, narekovajih mučim za tem predavanjem, ki se veže na noetiko, zaradi tega, ker želim v prihodnosti v bistvu to noetiko nekako bolj formulirati v Republiki Sloveniji. V Republiki Sloveniji pravzaprav nimamo inštituta za noetiko in moja želja je, da bi se v okviru tega Quantnoct inštituta, ki sem ga sam poimenoval, ni pa seveda še realno to pravna oseba,
oblikovala tudi ta znanost, oziroma bi se na osnovi tega inštituta tudi raziskovala noetika in pa seveda se razvijalo to noetično razmišljanje. Torej, v prihodnosti v okviru tega našega podjetja Lexia.co pripravljamo eno tako imenovano malo šolo noetike, ki predstavlja v bistvu praktično nadaljevanje tem, ki smo jih odprli v tej predstavitvi. Torej, namen dogodka je obravnavati vprašanja osebnostnih razlik, odnosa med duhovnostjo in telesnostjo, manifestiranja, samozdravljenja ter osebnih sprememb. Pri tem gre za izobraževalni oziroma refleksivni program, ki je usmerjen v osebni razmislek in pa seveda praktične vaje. Zdaj, termini in pa razpoložljivost se lahko spremenijo, zato poslušalci, ki ste sodelovali, pa tudi tisti, ki boste gledali ta naš posnetek v prihodnosti, poglejte na to mojo internetno stran www.lexiaco.si, kdaj se bo začela ta naša mala šola noetike. Predvidevam pa, da po novoletnih praznikih, to pomeni januar oziroma februar. V namen seveda bolj konkretnega poglabljanja te tematike sem tudi pripravil tako imenovano malo šolo noetike v obliki e-booka, to pomeni v obliki e-knjige. Knjiga združuje seveda več vsebinskih sklopov, noetiko, razumevanje osebnosti, samozdravitev, moč privlačnosti in pa odločitev za spremembe. Zdaj, samo vprašanje, če zaključimo to naše srečanje, ali smo pripravljeni na spremembe, je seveda jasno zopet dober zaključek celotne predstavitve. Pripravljenost ne pomeni odsotnost samega strahu. Strah je vedno prisoten, ko seveda postavimo neko vprašanje, ker ne vemo, kako se bo odzvala javnost in kako se bomo tudi mi odzvali glede na seveda odziv same javnosti. Torej, pripravljenost ne pomeni odsotnost strahu, ampak pomeni, da smo pripravljeni preučiti ta naša prepričanja, sprejeti meje tega našega nadzora, ki nas zaustavlja, in narediti trenuten korak. To pomeni korak naprej, ne stati na neki točki. S tem se seveda ta naša predstavitev konča, z možnostjo jasno nadaljevanja. Lahko si kupite tole malo šolo noetike na seveda portalu www.lexiaco.si, oziroma vas povabim k učenju in pa odgovorni osebni praksi v skladu z tole malo šolo noetike, ki sem že prej omenil, da bo verjetno se začela nekje konec januarja, začetek februarja naslednjega leta. Torej, še enkrat vsem hvala za sodelovanje. Hvala tudi tistim, ki boste se udeležili nadaljevanja tega našega popotovanja. Hvala tistim, ki boste seveda kupili to e-knjigo. Želel bi si seveda feedback, pomeni, da napišete, kaj vam je bilo v knjigi všeč, kaj vam seveda ni bilo všeč. Isti feedback pričakujem tudi pri mali šoli noetike, pa tudi pri tem našem predavanju, ki ste ga seveda poslušali. Torej, lepa hvala za poslušanje, lepa hvala za sodelovanje in se vidimo na naslednjih srečanjih. Pripravil bom tudi srečanja glede vodenja in pa srečanja glede seveda realnosti in pa razmišljanja o realnosti ter glede samega življenja oziroma glede elementov, ki vplivajo na vaše življenje, predvsem tistih pozitivnih elementov, ki seveda bi naj vplivali na pozitivno črto oziroma pozitivni razvoj vašega življenja. Torej, še enkrat hvala vam in se vidimo na kakšnem naslednjem srečanju.